Prehrana je namenjena temu, da podpira naše presnovne procese in v primeru, da imamo kakšno motnjo prehranjenosti, da tudi zdravimo te motnje prehranjenosti. Kar pomeni, da se moramo zavedati v prvi vrsti, kakšni so naši presnovni procesi, da uživamo ustrezno prehrano. In seveda pri tistih, ki imajo težave s prehranskim stanjem, pa je potrebno narediti prehransko obravnavo in dodati tudi terapijo motenj prehranjenosti. Ob tem pa se moramo zavedati, da če želimo imeti zdravo in funkcionalno telo, se moramo gibati, ker ravno gibanje omogoča vzdrževanje naših funkcionalnih struktur in tisto, kar ponavadi damo v prvo vrsto, so naše mišice. Tako da mi dejansko merimo količino funkcionalne mase, puste mase, s tem, da ocenimo količino mišic v telesu. In če želimo mi pokriti prehranske potrebe pri gibanju, moramo poznati tudi osnovna pravila, enostavno povedano športne prehrane. Če smo telesno dejavni, potem se moramo v prvi vrsti zavedati, da se spremenijo presnovni procesi v telesu, da se spremenijo tudi prehranske potrebe. In če smo telesno še nekoliko bolj dejavni, se spremeni tudi delovanje prebavil, zlasti če smo dlje časa dejavni. Recimo, če se odpravimo na pohod okoli Ljubljane, ob žici ali v hribe, takrat moramo vedeti, da naša prebavila ne delujejo dobro, da pa naše telo rabi energijo, tekočino in tudi dodatne elektrolite, predvsem sol, zato da bomo lahko zdravo funkcionirali in kasneje unovčili presnovne učinke telesne dejavnosti. Zato moramo vsakodnevno prehrano prilagoditi v prvi vrsti temu, kakšno je naše zdravstveno stanje, koliko smo telesno dejavni in pri tem upoštevati seveda tudi ta osnovna pravila športne prehrane, da takrat, ko smo telesno dejavni, dodatno uživamo energijske substrate, predvsem v okviru dodatnega vnosa ogljikovih hidratov in seveda tudi soli. Recimo najboljši približek temu za vsakodnevno rabo so športne pijače.